Marcel Rodman, nekdanji hokejist, je bil član odlične slovenske hokejske reprezentance, ki nas je navduševala tudi z uvrstitvama na olimpijske igre leta 2014 v Sočiju in 2018 v Pjongčangu. Zato je Marcelov namig za vadbo seveda hokejsko obarvan. Živel sem skupaj, moje ime je Marcel Rodman, sem bivši hokejist, danes pa vam bom predstavil eno tako mogoče bolj statično varianto treninga doma v teh malo težjih časih, kjer lahko naredite en tak poseben, mogoče bolj vezan na moj šport, se pravi hokej na ledu, trening, kjer ne rabite veliko prostora, vsak doma lahko najde tisti kvadratni meter ali pa majčkeno več. Fajn je, da bom kasneje tudi pokazal, da je podlaga drseča za vmesne vaje, ampak upam, da bo kdo od tega tudi kaj odnesel. Ne bomo začeli z nekim klasičnim ogrevanjem, ampak se že v začetku v bistvu sproti s tem vajami v bistvu sproti ogrevamo in potem, ko pridemo do težjih vaj, smo v bistvu že ogreti. Tudi tisti, ki boste res naredili veliko teh ponovitev, boste sproti tudi majčkeno se oznojili. Tako da bomo začeli z osnovno pozicijo. Največji del hokeja je v bistvu drsanje, vse, kar pride zraven, se pravi koordinacija z palico in ploščkom in sodelovanje z igralci pride kasneje, ampak osnova je pa drsanje in na suhem težko drsamo, lahko pa naredimo določene vaje za spodnji del telesa, vedno pa izhajamo iz neke pravilne drže. Pa bomo začeli kar s prvo vajo, izhaja iz pravilne drže, se pravi obrnemo se naprej, kolena pokrčimo majčkeno nadol, pokrčimo jih toliko, da če pogledamo dol, da grejo kolena čez prste in vemo, da smo dovolj globoko, telo pa damo majčkeno naprej. Telo damo naprej, pri drsanju naprej, pri drsanju nazaj ga držimo bolj nazaj, ampak mi bomo zdaj prve korake naredili z drsanjem, v bistvu vaje za drsanje naprej. Gremo naprej, roke damo v bok in držimo ravnotežje. Ta del telesa mora biti vedno zelo stabilen, ne plešemo levo-desno, kolena ostanejo lepo naravnost nad prsti, ne skačejo levo-desno. In prvo vajo bomo naredili tako, da v bistvu bomo dali levo nogo majčkeno bolj proti sredini. Prva vaja je samo stegovanje desne noge v stran in potem jo vrnemo v začetni položaj. Se pravi, gremo ena ven, ko pridemo nazaj, ne položimo noge, stojimo na tej nogi. Če vam je to pretežko, nogo odložite zaradi ravnotežja. Probajmo pa brez. Se pravi, stegnemo, prste na nogi stegnemo in nogo povsem stegnemo. 2, 3, 4, 5. Tisti, ki vam bo težko, vam bo že 5 dokaj težko. Tisti, ki lahko naredite več, naredite 7, 8 ali 10. Tle vas bo ravnotežje, vam bo že kar težko, pa tudi noge bojo šle malo levo-desno. Naredimo še na drugo stran, se pravi, spet gremo v ta položaj, isti, če pokažem iz strani. Majčkeno naprej, telo naprej, glava je vedno gor. Gremo 1, 2, 3, še naprej, 4, 5. Nogo bi mogli vedno odzigniti, ne ovleči, tako kot sem jo zdaj jaz enkrat, se pravi, ko jo enkrat stegnete, jo odzignete in položite tle nazaj. To koleno je vedno naravnost. Ta ravnotežje je pomemben. To je 10. Drugo vajo bomo naredili isto s tem, da bomo šli z nogo 90 stopinj nazaj. Se pravi, spet v ta položaj. Stegnemo povsem iz strani, izgleda približno takole. Spet gremo čez kolena. Ko stegnem nogo, povsem stegnem, se dotaknem s prsti tal. Jaz pa bi mogel biti v neki premici, se pravi, ravni črti. 1, 2, 3, 4. V bistvu
Vedno je bolj pomembno, da delate počasi in da kontrolirate telo. Ne da hitite, pa da vas meče levo desno, ampak da delamo počasi in kontroliramo in delajo vse mišice. Pozabil sem prej povedati, da v bistvu skozi vse te vaje se sproti ogrevamo in boste čutili, da vam sproti dela telo in da v bistvu nekega osnovnega ogrevanja niti pri temu ne potrebujete. Še druga noga, 2, kar stegnete čim bolj daleč, kar se da, 4, 5, 6, 7, 8. Rečemo, da bo 8 dovolj. Zdaj bomo pa naredili eno za nazaj, za drsanje nazaj. Za to vajo naslednjo in pa za par naslednjih vaj je fino, da imamo ravno podlago. Upam, da imate doma parket. Če ni parketa, so super tudi ploščice. Če pa nimate ne eno, ne druge stvari, pa se najde tudi kakšna podlaga bolj ravna, ki je vsaj toliko, da malo drsi. Zato sem tudi jaz v nogavicah, ker potem drsi. Tukaj bomo pa šli spet v isti položaj, kar se tiče spodnjega dela telesa. Še to sem pozabil prej povedati. Recimo, ko gremo tle naprej čez prste, ta del, ta kot tukaj bi mogel biti nekje 90 stopinj. Malo pride do odstopanja, ampak nekje 90 stopinj bi mogel tak vedno biti. Premika se samo zgornji del telesa, spodnji del telesa je vedno isti. In zdaj bomo naredili vajo za drsanje nazaj. Se pravi, tukaj mora biti. Isto gremo spet v ta položaj, ampak nimamo telesa naprej, ampak ga damo mečka nazaj. Nogo stegnemo naprej in jo popeljamo v stran in nazaj sem. Spet naprej, v stran. Prste na nogah imamo vedno obrnjene na, kako pa rekel, na tla in jih z njimi lepo potegnemo. Ta del telesa bi mogel biti čim bolj raven, nič se ne premika, ker je vse, kako pa rekel, ta srednji del telesa drži v bistvu vso, kako pa rekel, vso vajo omogoč, da si stabilen v tem, se pravi, držiš ravnotežje. Ena noga 10-krat, gremo še druga noga, spet naprej, okrog, skup. Naprej, okrog, skup. Naprej, okrog, skup. Mogoče še strani, da se vidi, da je spodnji del telesa vedno isti. Naprej, okrog, pardon. Naprej, okrog, skup. Naprej, okrog, skup. Naprej, okrog, skupaj. Naprej, okrog, skupaj. Tudi to, tisti, ki lahko, naredimo 10-krat, ostali naredite toliko, kar lahko. Pomembno je to ravnotežje. Gremo še enkrat v spet ta osnoven položaj, pa naredimo tudi ta del z drsenjem. Spet isti del, spodnji del telesa isti, glavo gor, telo majčko bolj naprej. Zdaj gremo pa z nogo 45 stopinj v stran nazaj, ampak je ne vzdigujemo, ampak jo po tleh vlečemo, zato imamo nogavice. Potegnemo nazaj, vrnemo. Nazaj, vrnemo 2. Nazaj, 3. Nazaj, 4. Vedno stegnemo, povsem ravna je noga, ko pride nazaj. Povsem jo stegnemo, koleno je ravno. Nazaj, 6. Nazaj, 7. Nazaj, 8. Glava je vedno gor, ne gledaš dol, ne gledaš levo, desno, glava je gor, telo lepo zaravnano. 10. Obrnemo še drugo nogo, še enkrat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Evo. Naslednja vaja je že malo težja. Spet najbolj pomembno je ravnotežje.
spet bomo šli dol v ta položaj, vendar zdaj bomo simulirali v bistvu ta prestopanje na ledu, kjer gre noga čez nogo, ampak bomo naredili vse zelo statično. Gremo v kolenih dol, pa to nogo desno odzignemo, težo prenesemo na to, s to pa gremo zadaj za nogo in jo potegnemo na to stran. In jo probamo sicer čim bolj sem potegniti, ne tle zadaj, ampak čim višji gor in potegnemo s to dol nazaj, pa potegnemo gor. Spet telesa ne obračamo, telo je obrnjeno naprej, damo nazaj, potegnemo v stran. In je v bistvu neke vrste hokejski počep, gledamo vedno naprej, probamo nogo res dati čim bolj 90 stopinj v stran in ravnotežje je v bistvu vse skozi na tej osnovni nogi, z drugo se samo premikamo. Koliko je zdaj to? 7, 8. In naredimo povsem enako, še na drugi, se pravi spet smo na osnovni preži, prenesemo težo na desno nogo, levo potegnemo v stran, še enkrat, 2, 3, 4, 5, 6. Ta je dokaj težka, težja kot tiste druge, tako da nekateri boste imeli s tem več težav kot drugi. Dobro, zdaj gremo pa na roke in bom probal pokazati iz strani. Gremo v ta plank položaj, kjer damo roke pred sabo. Imamo ta del, ko preko telesa zravnan kot neka deska. Ravnotežje bomo držali na eni nogi, medtem ko drugo potegnemo k prsem nogo. Vedno drsimo, spet drsimo, telo je pa lepo zravnano. Glava je del deske, ne gleda gor, ne gleda v stran, ampak gleda naprej. 5, 6, 7, 8. Če je potrebna pavza, naredite krajši premor, sicer greste z drugo. 1, 2, 3. Vedno je pomembno, da telo ostane nekako zravnano, da ga ne krivite, da niste takole, da niste tako, ampak ste ravni. 7, 8. Ok. Zdaj bomo pa naredili majčkeno bolj aktivno, z majčkenimi poskoki, ampak zelo majhnimi poskoki, ker je spet namen je, da imamo telo čim bolj stabilno, v nogah pa imamo te mikro ali pa te manjše poskoke, ampak mi telo ob temu isto kontroliramo. Se pravi, gremo spet v ta osnovni položaj in bomo delali samo sonožne poskoke naprej in nazaj. In gremo spet približno, noge so, se pravi, kolena veste koliko daleč, telo damo naprej in gremo samo naprej, nazaj, naprej, nazaj, naprej, nazaj, naprej, nazaj, naprej, nazaj. In jih naredimo približno 10. Ampak kar ne delati tako, probajte, se pravi, skočite, pokontrolirate telo. Skočite nazaj, kontrolirate telo. Naprej, nazaj, naprej. Ta telo ne sme iti tako, ker ne odrivamo celo nogo, ampak skačemo naprej, nazaj. Pa še to bi bilo pomembno, da stopimo na celo nogo. Se pravi, ne tako, kot skačemo s kolebnico, ampak da, ko skočimo nazaj, pristanemo na celem podplatu. Naprej, nazaj, naprej, nazaj. Skoki so zelo majhni, so 5 cm, mogoče 10.
Upam, da ste v tem času naredili 10 poskokov naprej nazaj. Zdaj gremo pa še isto, levo desno. Probajte biti sonožno, spet ne naprej nazaj skakati, oziroma s telesom ne gor pa dol. Probajte čim bolj levo desno, pa čim bolj sonožno. 10. Ostanete pa dokaj nizko in delajo te majhne mišice. Se vidite, jaz sem že kar se malo trudil, tako da se boste verjetno tudi vi. Zdaj gremo pa isto, z desno nogo, pa potem z levo, naprej nazaj. Ta noga v bistvu je zraven. Spet je daleč najbolj pomembno je spet ravnotežje. Se pravi, tam, kjer sem se jaz tega učil, temu pravijo neka zlata linija, kjer imamo mi ravnotežje na eni nogi in če bi takole postavil neko palco, bi mogli biti to približno vse v eni liniji. In gremo z desno, ta noga je v luftu, leva je v luftu in samo sledi. Spet ne naprej pa gor pa dol skakati z zgornjim delom telesa, vendar samo naprej, nazaj, s celo nogo. In so zelo majhni poskoki, opa, grem že malo levo desno, potrebno je kontrolirati telo. Devet, 10. Desna, gremo še levo. 1, 2, 3. V bistvu izgleda, no ne vem kako izgleda, zdaj se mi da izgleda dokaj enostavno, ampak ni. Opa, že skačem gor dol. Opa, 90, rečemo. Zdaj bomo pa naredili eno kombinacijo tega, kar smo zdaj naredili. S tem, da bomo šli, bomo porabili mogoče pol metra več in bomo šli 4 naprej, 4 nazaj, 4 naprej, 4 nazaj. Pa vedno spet probam iti v ta začetni položaj, pa ne s telesom gor dol. In gremo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 4. 4. Se pravi, dvakrat gor, dvakrat nazaj, naredimo eno pauzo, gremo še z desno, pa že z levo. Če naredite recimo samo to, kar smo zdaj naredili, pa če naredite dosti dobro, boste najprej majčkeno zadihani, brez ene večje pauze, vmes si naredite pauzo, da spočijete, 10-15 sekund, greste na naslednjo vajo, ampak recimo samo to, samo ta del, boste naredili en super trening, vmes med, ne vem, domačo nalogo, matematike pa slovenščine, pa ste v 20 minutah veliko naredili za spodnji del telesa, veliko pa v bistvu tudi za ta kor, ker sploh ta ravnotežje, no, vse mislim, da pa v vseh športih je res pomembno. Po vsaki vadbi je treba se tudi ohladiti, majčkeno raztegniti. Mi nekega ekstra ogrevanja nismo delali, ravno zaradi tega, ker so vaje v bistvu toliko statične in se sproti segreješ, ampak raztegniti se pa na koncu pač potrebno. In mogoče najboljša vaja za raztegnje teh stegenskih mišic po delu, ker smo delali veliko za spodnji del telesa, je ravno tole, recimo strani primeš nogo zadaj, jo potegneš nazaj, raztegneš ta del telesa, fajn je, da imaš ravnotežje, če ravnotežje ne gre, se primeš, lahko tudi stegneš še bolj nazaj, se še bolj raztegne, to je za stegenske mišice. Fajn je, da se lahko primete, ker če nimate ravnotežja, boste vse drugo raztegnili bolj kot pa stegensko mišico. Za recimo te zadnje mišice greste lahko na steno,
in stegnete nazaj nogo, čim bolj jo stegnete nazaj, bolj se bo raztegnila, se kar naslonite na steno, na zid in probate čim bolj raztegniti. Lahko greste tudi, grem nazaj sem, se pravi naredimo desno, levo. Lahko gremo potem tudi iz tega hokejskega koraka, ko smo šli, gremo dol, raztegnemo tudi tukaj spodaj, koliko ste gibčni, bolj greste dol, boljše, se pravi desno in levo, se pravi lahko takole iz strani in kar držite nekaj časa, da se fajn raztegne, vmes si mogoče preštejete 10, greste na drugo stran, raztegnete še ta del telesa, mogoče ena vaja, tudi kakor smo jo mi delali, pa bi bila lahko tudi del zaključka tega, je, da ko greš čez, v bistvu greš dol, nazaj gor, pa potem potegneš nogo čez. Se pravi, da imaš, ko prideš čez, greš globoko dol, malo počiješ, greš gor, pa potegneš nogo čez, ne da jo vlečeš. Ker vedno tudi pri hokeju je pomembno, da noge ne vlečemo za sabo, ampak da jo priključimo k osnovni nogi. Se pravi, tista, ko zadaj ostane, se priključi spredaj, nikoli je ne vlečemo za sabo, kot da ni naša. Pozabil sem pokazati vam še to vajo. Če delamo to v to smer, je fino, da naredimo tudi v kontra, ampak ko stojimo, je toliko težje, tako da zato je fino, če gremo na tla, se uležeš, jo primeš z obema rokama in jo potegneš čim bližje telesu, pa se bo tudi raztegnila tako, kot se more, pa jo potegnete pač čim bližje in spet držite, 10 eno nogo, 10 sekund eno nogo, 10 sekund drugo nogo. No, to je bila ena taka krajši trening. Za koncem imamo pa še en izziv. Zdaj, ker smo v času korone, težko imamo vsi kar pač telovadnice doma in vse pripomočke, zato bom za hokejski izziv uporabil stvari, ki jih imate vsi doma. Sprav, vsak ima doma, upam, da metlo, tudi če ni metle, lahko kakšno drugačno palico uporabite. Tole je moja palica, ker se mi je zlomila, pa ker je že zelo stara, sem uporabil zlomljeno palico in jo nekako sestavil v mojo hokejsko metlo. Vsi imate doma WC papir. Zdaj, vsak nima doma tenis žogce. Jaz sem sicer prinesel tenis žogco. Imate pa, upam, da takle selotejpak in iz tega selotejpa lahko, če imate kakšen časopis ali pa papir, zmečkate dva papirja skupaj in s tem selotejpkom naredite tako mini žogco. Jaz bom danes uporabil tenis žogco. In iz 5 rolc bomo naredili en tak mini poligon. Naredili bomo štartno pozicijo, kot pri smučarjih približno, pa naredimo en tak pol korak, 1, 2 in 3. 3 ovire. Zdaj pa izziv je pa sledeč. Uporabili boste ne to stran večjo, na tej strani so razne različne metle, na drugi strani so pa več ali manj vse podobne temu. In imate 10 sekund časa, da ko štartate od tukaj, naredite slalom okrog, tja in nazaj in pridete nazaj na začetno pozicijo. Peljete pa žogico z hokejsko palico oziroma z metlo, drugo strani metle. In gremo, jo peljamo po en stran, po drug, pa damo gol. In to bi moglo biti manj kot 10 sekund. Jaz sem še na vratca podaril. Če želite, lahko ta izziv posnamete doma, ga pošljete Foxyju, kateri pa bo podelil tudi 5 nagrad. Se pravi, 10 sekund časa imate, da opravite tale hokejski poligon. Za konec upam samo, da vam je bila tale mini vadba všeč, da jo boste tudi še kdaj ponovili. Ostanite zdravi,
gibajte, šport je največji del, kar lahko naredimo sami zase, za zdravje, tako da ostanite zdravi in srečno.